Ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Minister za zdravje pravi, da je to prelomna točka zdravstvenega sistema. Koalicija zakon podpira, opoziciji pa so kritični, pravijo, to je ceneni PR, od tega ne bo nobene koristi. V SDS so prepričani, da javno zdravstvo za ljudi tako ne bo bolj dostopno. Kako jim odgovarja minister za zdravje v soočenju? Gre za prelomno točko zdravstvenega sistema, je predlog zakona, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ocenil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Zakon, ki so ga pozno sinoči na hitro v parlamentarno proceduro vložili poslanci Gibanja Svoboda, danes pa so ga predstavili na veliki tiskovni konferenci, kjer so bili prisotni tudi predsednik vlade Robert Golob in predstavniki obeh koalicijskih partnerjev, bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesel v obvezno. Prispevek, ki bi ga plačevali, pa bi znašal 35 evrov na mesec. Opozicija je do poteze vlade skeptična. V največji vladni stranki SDS pravijo, da gre za cenen populizem vlade, od katerega zavarovanci ne bodo imeli nič. Ali je res tako, ali gre za prelomno točko zdravstvenega sistema, se bomo pogovarjali z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom in poslancem SDS Zvonkom Černačem. Najprej pa poglejmo, kako bi bile spremembe videti v praksi. Če bo šlo vse po načrtih vladajoče koalicije, bi zavarovanci zadnjo položnico dopolnilnega zavarovanja plačali avgusta, septembra pa nam bodo že trgali od plače oziroma prejemkov. Z denarjem bo po novem v celoti gospodarila javna zavarovalnica. Ker izbire plačati ali ne bo več, se bo za približno 5% zvišalo tudi število plačnikov. Po ocenah vlade je takih približno 5% starejših od 26 let. Denar vseh se bo po novem stekal v skupno zdravstveno blagajno, klasične položnice jeseni ne bo več. Torej od plače bo delodajalec iz neto dohodka nakazal sredstva ZZZS-ju in enako velja za vse ostale podskupine. Zato tudi teh 5% za krepitev javnega zdravstvenega sistema ne vidimo kot problematično. Predsednik vlade Golob je zatrdil, da bojazni, da bi denarja v zdravstveni zavarovalnici zaradi ukinitve zdravstvenega zavarovanja zmanjkalo ni. Sicer pa je prepričan, da bi zavarovalnice v prihodnjih mesecih tekmovali med seboj, kdo bo prispevek bolj dvignil. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Cilj je torej preprečiti podražitve in zasebne dobičke v zdravstvenih zavarovanj. Ampak kalkulacija narejena na podlagi napovedane podražitve bi bila 180 milijonov, kar pomeni, da s tem ukrepom ljudem neposredno privarčujemo 180 milijonov ali več, ker verjamem, da bi ostale zavarovalnice dražile še več. Novelo zakona Gibanja Svobode podpirata tudi koalicijski SD in Levica. In čeprav v koalicijski pogodbi piše, da bi z letom 2025 dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinili, pa so napovedane podražitve in politična konkurenca vse skupaj pospešili. Gospod Černač, zakaj vi pravite, da gre pri vložitvi zakona, ki bo ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, za cenen PR vladne koalicije, od katere ne bo nobene koristi? Ker ne gre za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V zakonu jasno piše, da se prostovoljno dopolnilno zavarovanje nadomešča z obveznim dopolnilnim zavarovanjem. Znesek je enak kot je danes, oziroma 40 centov višji. Danes znaša dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje 34,60 €, v zakonu je znesek 35 evrov. Ta hitra vložitev zakona se je zgodila po tistem, ko je ena od teh zavarovalnic napovedala drastično podražitev premije. In tukaj podpiramo prizadevanja, da vlada to zameji oziroma zamrzne, ampak tega ne bo storila s tem zakonom. Pričakujemo pa seveda, da bo vlada čim prej v proceduro vložila spremembo upravljanja največje zdravstvene zavarovalnice, ki obrača okrog 4,5 milijarde evrov letno. In pri teh naporih, da bo to upravljanje bolj učinkovito, bomo vlado tudi podprli. Povejte mi, kaj pravite na te pomisleke gospoda Černača, da gre za cenen PR vladne koalicije in da v resnici sploh ne ukinjate dopolnilnega oziroma dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ampak ga samo pretvarjate v obveznega? Ne, gre pravzaprav za to, da je vlada takoj odreagirala na neupravičen dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Gre za to, da smo zamrznili znesek, ki ga sedaj večina ljudi plačuje. Gre za to, da bodo za isti nominalni znesek ljudje dobili isto storitev. Torej, za nas je nepredstavljivo, da v bistvu ena od zavarovalnic
dopolnilno zdravstveno zavarovanje smatra popolnoma enako kot kasko zavarovanje za avto in če je več škode, bomo pač premijo dvignili. Mi moramo biti kristalno jasni, z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem financiramo javni zdravstveni sistem. In kar so naredili enostransko je nedopustno, vlada je z orodjem, ki ga ima, oziroma poslanska skupina Svoboda, ki je na to zelo promptno odreagirala in smo stopili vsi skupaj, smo to zamejili. Torej, mi bomo na letni ravni za ljudi prišparali 120 milijonov evrov, ocena je proti 200 in ni res, da ni cenen PR. Ta zakon je vložen v proceduro po rednem postopku, uveljavljen bi bil s 1. septembrom, podražitev zavarovanja ne bi se zgodila s 1. majem ene od komercialnih zavarovalnic. Sama vlada pravi, da bo pač to podražitev poskušala zamejiti z intervencijo, z vladno uredbo, tako da ta zakon ima popolnoma nobenega vpliva na to podražitev. Tudi ne more biti ključna zgodba zdravstvene reforme 10 evrov pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Sam vaš predsednik je dejal na tej tiskovni konferenci, če ga lahko citiram, za 95% zavarovancev se s tem zakonom ne spreminja ničesar. Spreminja se samo to, da bo zdaj ta prispevek, ki je bil do sedaj prostovoljen, čeprav vemo, da je bil prostovoljno obvezen, ker od tega zavarovanja ni imel urejenega, je moral doplačevati storitve, po novem obvezen. In da bo to neke vrste dodaten prispevek, ki bi ga lahko v nekih normalnih okoliščinah, v neki normalni reformi uredili tako, da bi pač, če ste želeli zamenjati to dopolnilno prostovoljno zavarovanje z obveznim, prispevek, ki ga že vsi plačujejo, povečali za nekaj 10%. Tako da tukaj moram reči, da je neka rokohitrska akcija, potegnjen nek zakon, verjetno iz predala, ki je bil v proceduri, mislim, da na zadnje jeseni 2019, kjer se je v začetku leta 2020 zgodilo to, da vladajoča koalicija se ni več poenotila in zakon je padel. In se bojim, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi tukaj. Ne, mi smo prvič pokazali, kako zelo smo enotni, prvič smo pokazali, da to zmoremo in prvič v zgodovini bomo prišli do tega, da obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ukinemo. Še bolje pa važno, kaj, da v bistvu umaknemo interese zasebnih zavarovalnic iz javnega zdravstvenega sistema. Tu je narejena črta, od tukaj dalje sledi to, kar že delamo. Mi imamo v javni obravnavi zakon o ZZZS, to dobro vejo, mi bomo te postopke peljali dalje, tako kot smo si zamislili. Ključno je, da se je vlada odzvala na neupravičeno podražitev z vsemi sredstvi, ki se je mogla. Na eni strani bo vlada lahko da že jutri sprejela uredbo o omejitvi cen, tako da ne bodo mogli dvigniti, in drugo, namero vseh ostalih zavarovalnic smo preprečili. In denar v tem, da se v zdravstvu vse drži, ostaja javni, vsi nepotrebni stroški zginejo in od tukaj začenjamo gradnjo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo celovito, transparentno in predvsem ne bomo šli v minus in s tem bomo začeli s 1.1.25. Vas je minister prepričal? Poglejte, minister je sam povedal, da te namere niso preprečili s tem zakonom glede nameravanih podražitev dopolnilnega zavarovanja, pač pa jo bodo preprečili, kolikor bodo jutri sprejeli ustrezno uredbo glede tega. Eden izmed razlogov za spremembo tega sistema dopolnilnega zavarovanja je bil tudi ta, da te zavarovalnice potrošijo približno 50 do 60 milijonov evrov letno za to, da upravljajo s tem sistemom, in to ne bi bil prihranek. Ampak še enkrat, vkolikor ne bo prišlo do preoblikovanja pri upravljanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tega prihranka ne bo, ker je ta sistem v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar se upravljanja tiče, še manj učinkovit. Zaradi tega pričakujemo, da bo ta sprememba tekla z roko v roki z vsemi ostalimi spremembami, pa tudi z drugimi vsebinskimi, ki naj bi omogočile boljšo dostopnost ljudem do zdravstvenih storitev, ker sam ta sprememba, prenos prostovoljnega dopolnilnega v obvezno dopolnilno, ne bo prinesla ničesar. Delite te pomisleke? Mi pravzaprav govorimo isto. Mi govorimo isto, mi iščemo konsens, očitno konsens tudi na drugi strani je. Še enkrat, mi smo v tem trenutku preprečili dvig premije. Vsak, ki je sedaj plačeval 35 evrov, bo to ostalo, storitve bodo iste. Mi smo preprečili morda zdaj dvig na 45, jeseni za 55, glede na stroške. To smo naredili,
po dvotirnosti, seveda imamo tudi zakon o Zavodu za zdravstveno zavarovanje in na koncu se bodo poti v bistvu se bodo staknile. Je pa res, ne delamo nič po nujnem postopku, po skrajšanem, delamo po rednem postopku in pričakujemo sodelovanje vseh interesnih skupin, političnih skupin, da najdemo konsens, ki ga do zdaj nismo. Torej, poteza je narejena, pot je jasna in z naše strani lahko pričakujem samo konstruktivno sodelovanje, da naredimo najboljše za ljudi, ker to delamo za ljudi. S to rokohitrsko potezo ste samo prostovoljno zavarovanje naredili obvezno in premijo ste iz 34,60 dvigali na 35 in nič drugega. Ne, Vse ostalo nima nobene povezave s tem zakonom. Žal, Tisto, kar ne pa strinjam. pričakujemo od vas in od vlade, so pa res reforme na tem področju, ki jih žal ni, v tej smeri, da bodo zagotavljali ljudem neko normalno dostopnost do storitev, ki jih nimajo. Okay. Reforme tečejo, s tem smo mi prekinili in prihranili ljudem denar. Katere reforme? Preprečili, katere reforme? Imamo oba zakona v javni obravnavi, smo jih lepo napovedali in boste videli lepo do jeseni, kaj vse nas čaka. Mi samo pričakujemo od vas aktivno sodelovanje, veste, in reči, da se nič ne zgodi, prvič ni korektno, ker sami veste, kaj pomeni ukinitev dopolnilnega, sami veste, da vkolikor smo prišli do točke, Ne gre za da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje eden od produktov zavarovalnic, ki so zasebne, je nesprejemljivo. To smo dali z mize in postopoma bomo seveda financiranje zdravstvenega sistema v celoti uredili celovito in zato imamo čas, pravzaprav dobro leto in pol, da to izpeljemo. Ljudje bodo plačevali popolnoma enak prispevek, kot ga plačujejo danes, nič drugačnega. Zapis jim ga bo odtegoval, kot jim ga odteguje danes, mogoče po novem delodajalci. Tako? V vsebinskem smislu, glede dostopnosti, glede reševanja težav pri osebnih zdravnikih in vsem ostalim se pa ne spreminja ničesar zaradi tega. Pa še ena zadeva, zna se zgoditi, da bo ta sprememba, vkolikor ne bo te sistemske spremembe pri upravljanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ostalih, pri upravljanju ostalih javnih zavodov, da bo ta sprememba navrtala neko dodatno finančno luknjo v javne finance, ker v zakonu predvidevate, da se bo primanjkljaj pokrival iz državnega proračuna. In neka ocena je, da ne bi bilo tega med 150 in 200 milijonov. Da, zato ker se zdravstvo po covidu drži, zdravstvo je po covidu popolnoma nekaj drugega, kot je bilo prej. Mi to breme stroškov v zdravstvu ne bomo dali na pleče ljudi, bomo seveda vse delali v spremembah in v smeri, ki jih vi pravite. Naredili smo prvi korak in prvič v zgodovini se bo zgodilo, da po letu 1993 se vrnemo na izhodišče, dopolnilno zdravstveno zavarovanje damo iz mize v taki obliki, kot ga imamo danes, preprečimo, da bodo ljudje plačevali bistveno več za isto storitev, kot jo dobijo danes in torej namen tega. In ta namen bo uresničen in jaz vse, kar pričakujem od vas, od opozicije, da boste pri tem aktivno sodelovali. Pod črto, ljudje bodo plačevali isto, kot plačujejo danes. Da. Državna blagajna bo po teh vaših prognozah očitno plačevala več. Sami ste rekli okrog 150 do 200 milijonov evrov letno. Od kje pride ta denar? Od davkov ljudi. Torej pod črto, brez ostalih sprememb, bodo ljudje plačevali več in ne manj. Že, ampak bodite prosim pozorni, vkolikor bi pustili, da tok teče in bi iz 35 prišlo na 45, jeseni najverjetneje na 55 in ravno tako bi imeli luknjo, bi ljudje plačevali 20 evrov na mesec več za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, za enako storitev, kot jo imajo danes. To smo mi preprečili, zato smo fiksirali ceno na 35 evrov. Breme mora prevzeti država, tako kot ste vi prevzeli breme v času covida, kot ste vi delali za ljudi, tudi mi danes delamo za ljudi. Ta zakon velja, sporočilo. Ste rekel, ste preprečili, da ta zakon velja. Ta zakon bo Včeraj je bil vložen in veljal bo čez par mesecev. Torej niste nič preprečili, ne zavajati, lepo vas prosim. Preprečili boste z uredbo, vkolikor jo boste jutri sprejeli. Eno z drugim, s kombinacijo vsega bomo preprečili malverzacije in v bistvu zasebne interese zavarovalnic v javnem zdravstvu. In to je ključno sporočilo. Najlepša hvala, Beno, da ste bili naša gosta. Hvala vam. Po brutalnem pretepu